Jovoč, kaj bo danes kaj izpekla? Ja, danes bo pa pripravila en zavitek iz vlečenega testa in sicer noter bova zamešala oziroma kot glavno sestavino bo uporabila skuto napasirano, potem bo dodala noter kislo smetano, orehe, mlete orehe, seveda bo tudi z mlekom še prej poparila. Si rekel, da imaš rad rozine, bo dodala še rozine. Noto filo bo dala še vsaj 4 jajca in to zamešala in potem nafilala filo v testo in dala peči, seveda, za kar bo uporabila tudi še peki papir, seveda pekač in pečico, pa seveda maslo za potem testo premazati. Kakšno vprašanje? Ne, gremo na delo. Gremo na delo. Evo, tako 4 jajce, jaz mislim, da je zaenkrat dovolj. Tako, tukaj imamo sladkor, 5-6 žlic sladkorja, pa malo soli smo dodali, eno malo žličko soli, pa 4 jajca. Zato malo zmešamo, da dobimo čim bolj kompaktno maso. Čim bolj homogeno se reče. Dodamo še skuto, kilo skute. To bo čisto nov recept, ga še nisem delal iskreno. Zavitek z orehi in skuto. Evo, takole. Zdaj bomo pa dodala še orehe, katere sva poparila z mlekom, da se ne opeče. S tem se pač orehi sprostijo tako aromo dobro. In seveda tudi malo pač spremenijo volumen, potem se dehidrirajo nazaj. Damo pa še rozine. Premešava. Dava še malo vanilijeve paste noter za boljšo aromo. Zdaj bomo pa tole namastile z maslom. To pa zato narediva, da ne bo sok tega nadeva testo čisto razmočil. Zdaj, ker imamo čopiča,
To naredila kar takole s prsti. Gre tudi lepo. Čiste roke, tako da ni to problem. Da se moraš znajdeti, ne? Po gozdu. Zdaj pa nekaj dala dve, pa videla. In ti do 2/3 namažeš, še 3 bova dala. 3 orang, 3 velike. Takole. Droba. Takole. Potem pa zavihaš. Takole, vidiš, pa stisneš takole zrak ven. Pa si pa kar s pliki papirjem pomagaš, vidiš. Takole, pa malo nadol potisneš, pa malo nazaj. Pa spet zavolaš, malo pritisneš nadol. Če malo ven poteče, ni nič hudega, veš, je rihto. Tole misliš? Ja. Tu ni nič narobe, tu daš nazaj. Zdaj se moram sicer roke zamisliti, da bom se takole. Potem pa še takole in upekač z njim. Evo, tukaj bomo pogledali, kako se naš štrudel speče v pečici. Tukaj imamo seveda timelapse in evo, kako se zadeva dviguje in pa seveda na koncu tudi zapeče. Evo. Takole izgleda končni produkt. Štrudel s skuto, orehi in rozinami.